Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni informativni oddaji Novice na ETV. Zadnji petek v novembru je že skoraj za nami. Do božiča nas loči le še 31 dni, do vstopa v leto 2024 pa 38, kar pomeni, da imamo še dober mesec časa, da izpolnimo kakšno letošnjo zaobljubo, saj bo kmalu čas za nove. Nocoj si oglejte. Dan odprtih vrat na osnovni šoli Toneta Okrogarja. 90 let fotokluba Hrastnik. Dan odprtih vrat na Cerozu. V torek in sredo so bila v popoldanskih urah vrata odprta obiskovalcem osnovne šole Toneta Okrogarja. Ob praznovanju 120. obletnice so učenci skupaj z učitelji pripravili posebno pot po šoli, ki je tematsko zaokrožila dogajanje od samih začetkov šole pa vse do sedanjosti. Vsi obiskovalci so ob vstopu prejeli kartonček, ki so ga lahko na infotočkah ovrednotili in z zbranimi črkami sestavili geslo. Nagrado za pravilni odgovor pa je nagradil sam Tone Okrogar. Mi smo ob koncu poti spregovorili z ravnateljico šole. Pridružil pa se ji je tudi narodni heroj. Najpomembnejše je to, da so številne generacije prestopile prag te zgradbe učenosti, ki so na to potem tudi naprej uspešno nadaljevali svoje šolanje in pa seveda tudi svoje življenja. To je najpomembnejše, zato je šola tukaj. Vsekakor med našimi slavnimi bivšimi učenci so operni pevec Zlatko Korošec, pisateljica Valerija Skrinar-Tvrz, nenazadnje bivši predsednik naše države, dr. Janez Drnovšek, v današnjem času svetovno znan kolesar Primož Roglič, olimpijski tekmovalec v sankanju Domen Počeha, Prešernov nagrajenec Nejc Petek in še mnogi, da ne bom komu storila krivico. Tako da smo kar ponosni na svoje bivše učence. 7 postojanke. Ob vstopu v šolo dobite listek, kjer se zbirajo štampiljke in na koncu se stavi geslo. Tu je dvorana uspešnih, tu je tržnica znanja, razstava, eksperimentalna učilnica, potem v telovadnici smo poskrbeli tudi za gibanje, nostalgija, kjer najdete stare fotografije in lahko tudi sebe med šolskimi klopmi in pa prostor za učilnica nekako prihodnosti, kjer je z sodobno tehnologijo so prikazani naši projekti. Zadnja soba je pa tista mogoče najpomembnejša, manjša pogostitev in pa seveda poseben gost, ki je tudi tukaj z mano. To je Tone Okrogar, narodni heroj, po kom se tudi naša šola imenuje in ki vsem, ki uspešno opravijo nalogo nad poti raziskovanja naše šole ob dnevih odprtih vrat, podeli tudi simbolično nagrado. Je tako, Tone? V sredo je župan občine Moravče dr. Milan Balažic z odkritjem spominske ploščice zaznamoval prvo obletnico postavitve brvi čez Drtiščico v Zalogu pri Moravčah. Postavitev te brvi je bila nujna zaradi vse večje prometne nevarnosti, ki jo je predstavljal most čez Drtiščico. Poleg tega so ta most večkrat uporabljali otroci iz Moravškega vrtca za dostop do sprehajališča ob tej reki. Ob zadnji prometni nesreči je bilo tako nujno takojšnje ukrepanje in konstrukcija brvi v skladu z intervencijskim zakonom. V tem letu je občina Moravče pridobila vsa potrebna dovoljenja in soglasja, od gradbenega dovoljenja do uporabnega, tako da je nova brv z vso dokumentacijo povsem na voljo občankam in občanom. Kratke slovesnosti sta se udeležila tudi podžupan Ivan Vidic in občinski svetnik Stanislav Ravnikar. Fotoklub Hrastnik letos praznuje že kar zavidljivo obletnico – 90 let. Če se ozremo na sam začetek, hrastniški fotoamaterji so bili že leta 1932 člani fotoodseka Slovenskega planinskega društva Trbovlje. Leto pozneje pa so ustanovili fotoodsek v okviru Planinskega društva Hrastnik. Ob svoji 90. obletnici so pripravili skupinsko razstavo v Hočijevi galeriji v Hrastniku, pa tudi slavnostno prireditev, na kateri je zbrane nagovoril tudi župan. Tako da iz strani občine, v imenu občine bi se rad zahvalil za vse
kvalitetne posnetke, ki jih imate, ki jih delate, ki jih hranite, ki jih boste naredili. V začetku so bili to tudi video posnetki, mogoče kdaj se vrnete na ta medij, ki postaja nek medij prihodnosti. Mladi danes na telefonih vendarle zelo veliko uporabljajo tudi video in fotografije, tako da jaz sem prepričan, da je format fotoklubov ter video vsebin format prihodnosti, tako da se ni bati za razvoj fotokluba tudi v prihodnje. Tisto, kar bi želel izpostaviti, je to, sam nisem fotograf, sem pa ugotovil enkrat nekaj let nazaj, moja prva punca je bila fotografinja, da je kar težko biti fotograf. Namreč, ko greš v Moskvo in so tam zelo kratke noči in loviš sončni vzhod ob 3 zjutraj na Rdečem trgu, to pomeni, da skoraj nič ne spiš. Tako da od takrat naprej slikam sam sončne zahode, ker so vzhodi nekaj, kar je treba biti pripravljen. In vem, da je to ena taka šaljiva iztočnica, ampak veliko znanja je potrebnega za dobre fotografije, veliko truda je potrebnega, veliko dobre opreme. Fotografija je približno tako kot glasba, ves čas bi rad še nekaj dokupil verjetno, pa ves čas imaš občutek, da je vse čez dalje dražje. Tako da iskrene čestitke vsem fotografom, ki vztrajate pri tem, da delate kvalitetne stvari. Tudi to je odraz Hrastnika in zato smo vam iskreno hvaležni. Jaz verjamem vsi občani in občanke, ker res Fotoklub Hrastnik meče zelo, zelo pozitivno luč ali senco na vse, kar se tukaj pri nas dogaja. Senco pa zato, ker je verjetno večji od marsičesa, kar se je zgodilo, in velike stvari delajo dobre sence. Jaz bi za konec še rekel to, ste starejši od gladovne stavke, ki se je zgodila pol leta kasneje, po kateri praznujemo tudi občinski praznik, in naj bo ta 90-letnica dober uvod v 90-letnico gladovne stavke rudarjev, ki jo bomo praznovali kmalu. Verjamem, da tudi s številnimi dobrimi fotografijami še vedno od hrastniške kronike v vseh možnih razstavnih formatih. Iskrena hvala in v znak spoštovanja tudi eno darilce občine Hrastnik, ki je tudi mečkeno prepleteno s tradicijo zasavskega kolma, tako da iskrene čestitke. Najlepša hvala. V podjetju Ceros so z dnevom odprtih urad javnosti strnjeno pokazali rezultate reševanja pereče problematike, ki jih je pestila zadnja leta, pa tudi kakšno stanje je zdaj. Z vodenimi skupinami so obiskovalcem omogočili ogled kompletnega sistema, od prihoda odpadkov do končne razvrstitve in spoznavanje celotnega procesa in aktivnosti. Obiskovalci so si tako lahko ogledali in tudi vprašali, kar jih je zanimalo glede mešanih odpadkov in embalaže, kosovnih odpadkov, bioloških odpadkov ter komposta. Dneva odprtih urad prej niso nikoli organizirali, ker je bilo nemogoče z vidika okoljske ali požarne varnosti organizirati neko takšno ekskurzijo ogleda. Načelo zdajšnjega direktorja je bilo, da bodo to organizirali, ko bodo urejene primarne in pereče stvari, ko bodo ogledi varni in da se bo to tudi lahko pokazalo, da bodo obiskovalci lahko stvari videli. Naša strategija je tudi, da se predstavimo našim najmlajšim kot naša bodočnost, da že zdaj kot majhni vidijo, kako je treba in kako se ravna z odpadki. Tako smo v lanskem letu organizirali tender, natečaj za izdelavo izdelkov iz odpadkov za osnovne šole in vrtce, kjer je bil odziv zelo lep. Vsi vrtci po Zasavju so se odzvali, tudi šole, in so naredili odpadke. Potem smo tudi te skupine tem primerno nagradili. Se pa že tudi začelo odvijati, da so prišli potem tudi kasneje kot cele skupine na ogled k nam naprej in smo jih še to v živo predstavili. Za naprej je pa tudi naša namena to, da to še dvignemo na drug nivo in začnemo še tudi na zaveščanju starejših otrok v šolah in tudi v srednjih šolah, kjer bomo že tudi zdaj začeli že oglede in tudi naše predstavitve v tej meri, tako da lahko si v realnosti predstavljajo, kako se z odpadkom zgodi, ki pride na končno obdelavo.
Na Društvu prijateljev mladine Trbovlje, poleg sicer večinsko z osnovnošolci, pripravijo kakšno delavnico tudi za starše oziroma odrasle. Ena takšnih je potekala v torek, in sicer izdelovanje domačih pralnih praškov za perilo in mila za osebno nego. Delavnica je le del siceršnjega zanimivega in širšega projekta, v katerem sodeluje DPM. Današnja delavnica poteka v okviru sklopu, bom rekla, delavnic samooskrbe v okviru projekta Blooming Together Community Garden. In sicer enoletni projekt, ki smo ga prejeli v okviru evropskih sredstev, in sicer gradimo skupnostni vrt. Predvsem nam je želja, da občane, tiste, ki jih zanima, učimo o samooskrbi ne samo na vrtu, ampak tudi pri takšnih delavnicah, kako lahko sam doma z minimalnimi sredstvi izdelaš svoj prašek, milo, sledijo pa, bom rekla, tudi še delavnice druge. Pred nami bo še ena, da se starši, občani, otroci naučijo tudi, kako izdelati svojo kremo za obraz in pa balzam za ustnice. Tovrstne delavnice izdelave izdelkov za domačo uporabo so bile v DPM že nekajkrat organizirane, nikoli pa množične. Pri manjšem številu udeležencev je veliko lažje, da vsak sam tudi kaj naredi, ker se mu lahko izvajalec delavnice bolj posveti. Na tokratni delavnici je dolgoletna prostovoljka za aktivnosti na vrtu in druge društvene aktivnosti Vera Gomez-Repovš prikazala primera domače izdelave pralnega praška za perilo in mila za osebno nego. Za konec pa še vabilo. V sredo ob 19. uri bo v Mestnem muzeju v Litiji odprtje fotografske razstave. Hkrati bo potekala tudi predstavitev letošnjega kataloga Lila z naslovom Čebelarska pravda v Litiji. Vljudno vabljeni. Mi pa vas vabimo, da v naši družbi ostanete tudi v nadaljevanju večera in celoten konec tedna. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.